Fantasy. Radio Fantasy. Ja, Tole so bili The Core. lahko ostanemo tudi brez sapeja. Malo se bomo pogovarjali o zdravju, o zaščiti našega zdravja in nasploh življenja. Matija Bartol, pozdravljen, dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj smo rekli, ne vem, Dobro koga jutro. ne napoveva. Ne? Ja. Ali je prišel varuh zdravja, ali je prišel direktor. A je prišel iz Preber poslovne točno. enote ali je prišel za vzhodni del? Dej povej. Jaz mislim, da bo najbolj poenostavljeno povedano direktor vzhodne regije pri varuhu zdravja. Tako da, združeno. Ok. Vzajemna zdravstvena Tako, zavarovalnica. tako. In ja, itak ste zdaj v spredju, ker nas zanima. To bomo še odprli vprašanje. Kaj pa, če začnemo kar s tem? Ja, lahko vprašam, kdaj Absolutno. bomo dobili kaj delnice? Ja, pri nas? delnice, milijonarji bodočimi. Ne? Evo, krasna je to istočnica. Čisto v začetku, evo, lep pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam in pa seveda hvala za povabilo v vaš studio. Ja, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica Varuh zdravja se v teh dneh, marsikdo je že prejel pošto, no, pa marsikdo še bo, se preoblikuje v delniško družbo. Se pravi, bomo s 1.1.2026 delniška družba. Zdaj, dve vrste upravičencev je. Tisti do 120 evrov in pa tisti nad 120 evrov. Tisti, ki so upravičeni do 120 evrov deleža, so prejeli pošto, v kateri jim je razloženo, da lahko izberajo izplačilo denarja ali delnice. Tisti nad 120 evrov Pa delnice. bodo pa upravičeni tako do delnic. Matija, nekaj si vmes povedal, pa me zanima. Nekateri so že dobili. Tako, Kdo tako. pa ne bo dobil? O, super, hvala. Se pravi, pogoj je, da je bil zavarovanec, zavarovanka, član Vzajemne oziroma zavarovanec Vzajemne na dan 31.12.2024 z enim izmed zavarovanj, ki traja 1 leto ali več. Se pravi, pač ni važno nezgodno, življenjsko, kakršnokoli zavarovanje. Se pravi, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za tujino in tako naprej. Se pravi, torej, 31.12.2023. Tako, se pravi, pogoj je 31.12.2023. Si mogel biti v tem primeru naš zavarovanec. Vprašam, a so že vse koverte še naprej, ker je še nisem več dobil. zdaj- A si bil? Zato sem podaril to vprašanje, če si bil Če takrat si naš bil zavarovanec. takrat, Je pa tako, ne, jaz se kar pohecam malo, pa povem, ne, zdaj bomo najbolj slovenska firma, ne, ker bodo vsi naši zavarovanci dejansko naši delničarji Vzajemne. Ja, ja. Ja, Lepo. koliko je zdaj teh delnic, ko bo šlo ven? Se pravi, mi bomo izplačali na okroglo 96 milijonov evrov, zdaj v obliki ali denarja ali delnic. Tako da, Veš, Veliko jaz ne znam na malih kalkulator delničarjev, tukaj. ne? absolutno. Jaz ne znam natipkati toliko. Ja. Pa šele v žab pospraviti, a Bi veš, pa kaj bilo mislim. fajn. Ne? No, dotaknemo se zdaj prihajajočih počitnic in pa rečemo nekaj iz vaše ponudbe. Evo, en tak nezgodno zdravstveni paket. Šuši, ti si našla ceno, koliko je? Ja, 11,66 €. Pa neka zvezdica je zraven. Tako, trenutno imamo akcijo, oziroma v času akcije smo lansirali na trg, jaz kar rečem, en tak hibrid med nezgodnim pa med zdravstvenim zavarovanjem. Ključne prednosti tega zavarovanja so to, da je notor vključeno kritje nezgodne smrti in invalidnosti, rehabilitacija po zlomu kosti, posvet specialistom nadaljavo, drugo zdravniško mnenje iz tujine, in pa doktor posvet in pa enotna premija za vse zavarovance. V tem primeru je to 11,66 € na mesec. Bi se pa kle predvsem dotaknil tega drugega zdravniškega mnenja iz tujine. Se pravi, vi imate neko dokumentacijo zdravstveno ali pa nek načrt zdravljenja. In v tem primeru mi to strokovnjakom v tujino pošljemo, da je res čist neodvisno mnenje. In pa moram izpostaviti ta doktor posvet, klepet z zdravnikom nadaljavo 24/7. Se pravi, tu deluje 24 ur s pravim zdravnikom v ozadju, zdaj pa na način lahko četate ali preko Viberja, WhatsAppa, Messengerja z zdravnikom, lahko pa tudi video, se pravi, call naredite. Ne. Dan primer, ne. Ste nekje vse, kar rabite Wi-Fi. Recimo ste Podatki nekje, ali pa Wi-Fi. tako, Smučamo do limitih, recimo, ne, sam Wi-Fi. tako, Wi-Fi, doktor posvet in predebatirate, ne vem, dan primer, padete, je še udar zdaj, Ja. če imeti na urgenco ali noče imeti in podobno Ja, zadeve. A je tukaj omejeno število pogovorov, ker znamo biti pa mi tudi mogoče malo Ne, pretirano Dobro, ne vprašljivi? boš ga zdaj klical, Ja, ej, jaz kako si, razmišljam, a si fajn?
Temu je to namenjeno, se pravi, da je zavarovanec res, tudi kar je naš moto, no, da je res lahko v stiku s zdravniki. Ni omejeno 24, 7, 365 dni. Okay, zdaj smo rekli pač nezgodno zavarovanje, pa zdravstveno zavarovanje, nek hibrid. Kaj pa recimo meni se zdaj pojavlja, ne, ker ne smučam, zimske počitnice, greš na Havaje, ne? Absolutno, pri vsakem odhodu v tujino priporočam, to je skoraj neseserije, srečem, zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, ker mi moramo vedeti, mi smo pač v Sloveniji v nek zdravstveni sistem vključen, ker gremo v drugo državo. Mislim, na Havajih evropska kartica niti ne velja, ne, bodimo realni. Ja, evropska kartica velja v tistih državah, kjer ima naš zavod za zdravstveno zavarovanje s tistim zavodom za zdravstveno zavarovanje podpisano neko konvencijsko potrdilo v tem primeru. Ampak ja, na Havajih tega ni. Da ne bomo zdaj preveč zašli. V vsakem primeru, pri vsakem odhodu v tujino priporočam zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, ker če pride do nečesa, moram sam iz svojega žepa v tem primeru plačati. Tukaj imate kritja 24 ur asistenca, smučanje zdaj recimo zelo, ne bom rekel, da smo, ali pa lahko rečem, smo že kar v visoki sezoni, če ne že proti koncu. Tukaj so noter helikopterski prevozi, reševanje, prevozi v domovino, se pravi vse, kar se mi zgodi. S tem, da bi jaz poudaril, jaz bi dodatek priporočil zraven za odgovornost. Marsikatero smučišče, mi Slovenci zelo radi hodimo tudi v Italijo smučati, Avstrijo, Francijo. Marsikatero smučišče, ko kupim karto, predvsem Italijani, Francozi, zahtevajo, da predložim zavarovanje za odgovornost pri nakupu karte, drugače lahko tudi zahtevajo, da ga tam sklenem. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz lahko nehote v enega smučarja preletim, ga poškodujem in danes je pač svet tako naravnan, da me v tem primeru lahko pač tudi konec koncev odškodninsko toži. Okay, zdaj si dal fulanih informacij. Čez 3 minute, ker bomo govorili tudi o življenjskem kreditu in tako naprej. Tako da, dam eno pesem, da malo zadihamo. Ura ostaja enaka in še vedno je z nama Matija Bartol, bom rekel tako iz Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, direktor za ta vzhodni konc Slovenije. Vidiš, kako je najbolj enostavno. Pač ta glavni za naše konce. Ja, zdaj povedali smo nekaj o nezgodnih zdravstvenih paketih, o marsičem smo debatirali. Kaj pa zdaj življenjski kredit? To je bila tudi ena super debata prej in je dobro vedeti. Ja, pač eni smo v teh letih, veš, ko si damo pol štrik za vrat s krediti, in tam hoče imeti pol ne vem kakav vse zavarovanja. Zdaj pa kaj pa recimo, če imam jaz pri Vzajemni že to rešeno? Ali ima banka? Imam in nezgodno in življenjsko, recimo. Ja, zdaj moramo, od začetka moramo iti. Okay. Seveda, kredit, pa dajva reči, pa se ni tu glih za vrat za štrik. S kreditom si prihodnost ustvarjam. Neko domovanje, recimo, stanovanje, hišo, kakorkoli. Ampak ja, zadeva je taka. Jaz, ko na banki vzamem kredit, marsikdaj se s kom pogovarjam, pa reče, sej sem tam tudi plačal ali pa so mi tam uredili zavarovanje kredita. Seveda, to je res, ampak to pomeni, da jaz, ko vzamem kredit, se uredi zavarovanje kredita, ampak to pomeni, da banka zavaruje kredit pri zavarovalnici. Zdaj, kaj to pomeni v nadaljevanju? V nadaljevanju to pomeni, če imam jaz kredit, pa se meni karkoli zgodi, Bog ne daj, da se recimo smrtno poškodujem, potem to pomeni, da zavarovalnica izplača banki ta manko kredita, ki ga jaz pač ne morem, ker me ni več. Vejca, potem se pa tu podeduje. Se pravi, ne podeduje se vedno samo dobre stvari, vikend pa hišo pa ne vem kaj, ampak tudi kredit v tem primeru. In tukaj je izredno pomembno, da jaz kot tisti, ki sem vzel kredit na banki, pa bom zelo enostavno povedal, recimo, da vzamem 50 evrov ali pa 100 evrov, 100 tisoč evrov kredita, je zelo pomembno, da si potem uredim nezgodno zavarovanje iz naslova smrti, invalidnosti. Te dve postavke so najbolj pomembne. Zakaj? Ker v primeru najhujšega potem pride do izplačila te zavarovalne vsote banki, se pravi, da moji zakoniti dediči ne podedujejo kredita za mano. Eno je tu, drugo je, da močno priporočam močen paket težjih bolezenskih stanj, srčno-žilna obolenja, rakasta obolenja, se starostna doba žal zelo niža,
Ni tako kot večkrat včasih, ko smo rekli, ne, ja, tam pri 55, 60, zdaj pa fajn, da se gre malo pregledati zdravnikov. Ni res, ne, ogromno je te obolevnosti pri mlajših generacijah, 35, 40. Ne. In zdaj, kaj to pomeni? Ne? Ko si te zadeve uredim, je potrebno to vinkulirati. Ne. Vinkulacija ni nič drugega. Stric vinko torej pride? Tako, ne. Okay. Ja. In to ni nič drugega kot pravni postopek, kjer se prenese uveljavljanje zavarovalnine, pravice na banko. Ne. Se pravi, da zaščitim sam sebe oziroma moje zakonite dediče v tem primeru. Je razumljivo, probam čim bolj enostavno povedati. Jaz bom zdaj tako, jaz grem na banko po kredit in banki povem, da jaz sem že vse to sklenjeno in tako, da samo morajo strica Vinkota poklicati, da se pravi, to naredijo, to menjavo. Tako, takrat se kontaktira zavarovalnica, da mi polico vinkuliramo v korist banke v tem primeru. Okay. Je pa kle pomembna zavarovalna vsota. Ne? Če bom vzel 50,000 evrov kredita, jaz ne morem vinkulirati police za 30,000, ampak vsaj za toliko, kolikor je kredit. Priporočamo pa več. Ne. Zato sem prej tudi recimo invalidnost blazno poudaril, to je zelo pomembno pri nezgodnem zavarovanju. Mi Slovenci smo tradicionalno, bom rekel, imamo v glavi dnevno nadomestilo. Ja, dnevno nadomestilo je že zelo fajn zadeva, če sem jaz na neki bolniški, pa dobim nadomestilo za izpad dohodka, ampak invalidnost je pomembna. Meni se lahko zgodi neka poškodba v tem primeru, trajna invalidnost, po kateri ne bom sicer lahko funkcioniral v življenju, ampak ne bom mogel recimo poklica upravljati. Dajmo reči tipičen primer, urar se mi je zdaj utrnila misel, glih sem zanč eno oddajo gledal, ja, o urarjih. Pa dajmo reči, da si urar tako prste poškoduje po neki poškodbi, da ne more več poklica upravljati. Prvič je zelo velik izpad dohodka, drugič, kaj zdaj vsa ta leta naprej početi, in pa tretjič, če imam kredit za sabo, to ni odgovornost banke, da se s tem ukvarja, kaj pa če, ko. Ne. Jaz moram poskrbeti za te stvari. Ne. Zato je to tako pomembno. Ok, zdaj ti si dal en kup enih informacij, hvala Bogu, da smo mi to danes posneli. Lepo si enostavno tudi povedal in ta filmček bomo tudi objavili, tako da če vam je kakšen delček ušel, filmček bo na spletni strani rfantasy.si. Res je, ampak kje v Celju pa imamo mi Vzajemno varuh zdravja, ker vem, da smo se pred časom selili na lokacijo drugo. Res je tako, da vabljeni vsi v katerokoli našo poslovalnico, pokliče se lahko tudi na asistenčni center 080 20 60, kjer vam na dom pošljemo strokovnjaka. Drugače pa v samem Celju, tako smo pa na Miklošičevi cesti 1, tako da vabljeni vsi. Kje je to? Branibor, Vogal. Točno tam, na Vogalu. Ja, Matija Bartol, hvala lepa za vse tele izčrpne, vam rekel pa zelo na enostaven način povedane informacije. Sicer jih je bilo veliko, tako da smo že medva malo vmes bila... Ne, bomo filmček pogledali, ja. Matija, tako da vse, kot si dejal, koliko je številka, nič 80? Nič 80, 20, 60. 20, 60. Hvala lepa za vse, pa kovertu še čakam. Dogovorjeno. Hvala ti, lepo zdrav. Hvala vam. Radio Fantasy.